V našem rastlinjaku se pripravljamo na jesenske setve in sajenje. Ena izmed prvih vrtnin, ki jih bomo sejali, je zimska solata. Zimska solata v rastlinjak sodi konec oktobra in nič prej. Seveda pa sadimo tudi sadike. Kdor se bo odločil za sajenje sadik, pa običajno to naredimo v novembru. Ne želimo, da zimska solata zraste previsoka, če govorimo o sadikah, tako bolje pri zimi, seveda pa setvami, kot sem rekel, ne prehitevamo. No, potem imamo tukaj tudi česen. Česen pravzaprav lahko in oktober in november, predvsem česen sadimo v rastlinjak za mlad pridelek, mlad česen, ki ga enostavno poberamo takrat kot solato. Seveda sadimo tudi sorte čebule za mlado čebulo, to je tip majskega srebrnjaka. Obe vrtnini lahko sadimo v oktobru in novembru. No, kar se tiče setve špinače in motovilca. Motovilec lahko sejemo tako v oktobru in novembru, ko imamo prostor in čas. Tukaj je že posejan in je ravno začel s kalitvijo. Pri setvi motovilca predvsem pazimo, da ga ne pokrivamo zemljo, boljše kali na svetlobi, lahko ga samo plitko sejemo, potem potisnemo s kakšno desko nežno v zemljo in tako bo kalitev bolj uspešna. No, kar se tiče špinače, pa tam sredina oktobra, tisti zadnji termin. No, mi smo pa zelo navdušeni s setvijo boba. Bob v jesenskem času naredi res dobro. To pomeni, da ga sejemo v sredini novembra in potem spomladi lepo napreduje z rastjo, nima kakšne plesni, nima tudi uši, zdravje, enako pa velja tudi za grah. Grah v rastlinjaku dobro prezimi in te pozne jesenske setve so dejansko zelo uspešne. Vsi, ki ga gojite pa na vrtu, tako bob kot grah, pa sejte že konec februarja, začetek marca, če je takrat možno delati na zemlji. No, tisti, ki želite nekaj peteršilja in pa korenčka za tisti zgoden spomladanski pridelek, pa priporočam, da se ga seje že do sredine oktobra, kajti kasneje je lahko že prepozno. Nekaj peteršilja pa prestavite tudi zunanjega dela vrta v notranjost. Seveda pa mi bomo v rastlinjaku nekaj prostora še pustili za shranjevanje prezimnih vrtnin. Iz vrta bomo v drugi del rastlinjaka prenesli radiče, prenesli bomo zelje, posebej radič trucar, bomo pustili bolj do hujšega mraza, potem tudi ostale neprezimne radiče prenesemo v notranjost, kajti na ta način nam ga srne zunaj ne povedo. Tudi kitajsko zelje pride tukaj in to je prava zimska shramba, kjer potem sproti uživamo zelenjavo, pojemo jih po vrsti in tam do konec februarja enostavno imamo dovolj vrtnin. No, do konca oktobra lahko poskusite tudi setvijo mesečne redkvice. Na vrtu jo običajno sejemo septembra, v rastlinjaku pa seveda odvisno od tople jeseni tudi v mesecu oktobru. No, ne pozabimo pa tudi na bolj prezimno trdne vrtnine. Zagotovo nekaj prostora bomo tudi v rastlinjaku namenili zimskemu portulaku. Zimski portulak je vrtnina, ki raste tudi v slabših pogojih. V zimi divja rukola vsekakor se lahko seje tudi v oktobru in novembru. Ne pozabimo pa tudi na azijsko listno zelenjavo, ki jo potem tudi režemo. Vse te vrtnine lahko, predvsem rukolo in pa azijsko listno zelenjavo, sejemo tudi potem ob koncu februarja, ko se pokažejo prvi sončni žarki. Tako da to je bilo nekaj nasvetov za rastlinjak v zimskem času. Grede v našem rastlinjaku za jesenske setve in sajenje smo pripravili z ruskimi viljami, ki jih dela Andrej iz okolice Žužemberka. Drobno grudičasta struktura seveda pomaga, da vse setve bolje, hitreje kalijo, tudi sadike se, predvsem zimske solate, bolje ukoreninijo. No, če imate v rastlinjaku več prostora, pa seveda lahko naredite tudi tako, da nekje na robu rastlinjaka naredite tudi zasipnico, na kateri uporabljajo kar boben od starega pralnega stroja. Notri zložijo potem korenovke, to so repa,
črna redkev, koleraba, korenje, ki dobro prezimi in je pravzaprav potem dostopno kar v copatih. Kar se tiče dela z ruskimi vilami, enostavno je delo dokaj lahko se dela praktično z eno roko. Jaz jih uporabljam kar večkrat na leto, spomladi, poleti in pa jeseni, če je zemlja nekoliko bolj vlažna, delamo bolj počasi, vlečemo jih vzvratno nazaj, mogoče ne gremo najprej na polno globino, vidimo, da je tukaj zemlja kar vlažna in potem postopek haraja ponovimo dvakrat, naredimo tisto pravo drobno grudičasto strukturo in to se pravzaprav na vrtu tudi najbolj obrestuje. V zimskem času v rastlinjaku tudi zalivamo in zemlja mora biti rahla, odcedna, da ne pride potem do kakšnih bolezni korenin. Vsi tisti, ki pa na vrtu še niste rahljali pred ohladitvami, pa to priporočam tam nekje do sredine oktobra, v topli jeseni tudi do konca oktobra lahko to naredite. Potem pa vse skupaj prekrijete slamo, listjem, vrt gre zunaj počasi k počitku, v rastlinjaku pa bo še kar nekaj dela, tako da bomo kar zavihali rokave. Vabim vas, da sledite našim nasvetom tudi na spletnem portalu Zeleni svet, Facebooku, YouTubeu, Instagramu in pa TikToku.